Poglejmo si nekaj, kar se na prvi pogled zdi čisto običajno. Star zgodovinski učbenik iz leta 1900. Ampak, veste, vsak tak učbenik je veliko več kot le zbirka suhoparnih dejstev. Pravzaprav je skrbno zgrajena pripoved. In danes bomo razvoznili, katero točno zgodbo je tale hotel vcepiti v mlade glave. Začnimo kar pri naslovnici. Knjiga je bila izdana v Ljubljani in to v spomin na 70. rojstni dan cesarja Franca Jožefa I. Že samo to posvetilo nam takoj pove, da v rokah ne držimo nekega nevtralnega dokumenta, ampak nekaj z zelo jasnim namenom. In to je to osrednje vprašanje, ki nas bo vodilo skozi tole analizo. Tega učbenika ne bomo brali kot zbirko dejstev, ampak ga bomo raje raziskali kot zgodovinski artefakt. Zanimalo nas bo, kakšen svet, kakšen način razmišljanja je želel ustvariti v glavah svojih mladih bralcev. Pa pojdimo lepo po vrsti k samim temeljem. Kako učbenik sploh zgradi idejo o tem, kaj so in odkot izvirajo avstrijske dežele. In poglejte tole. Zgodba se presenetljivo ne začne s Slovani ali Germani, ampak z veličino starega Rima. S tem so avtorji takoj ustvarili nek občutek starodavne, mogočne, klasične dediščine za avstrijsko cesarstvo. To ni kar nekaj, to ima korenine globoko v zgodovini. Tale časovnica pa odlično povzame celotno logiko učbenika. Poglejte to neprekinjeno verigo, od Rimljanov preko legendarnega Karla Velikega pa vse do Habsburžanov. Sporočilo je popolnoma jasno, njihova vladavina ni nobeno naključje, ampak je tako reč zgodovinska usoda. In ta izraz, vzhodna krajina, je res ključen. Učbenik ga predstavi kot nekakšen zarodek Avstrije, ki ga je ustanovil sam veliki cesar. S tem je avstrijska identiteta zasidrana globoko, globoko v jedro evropske zgodovine. V redu, veličastna preteklost je postavljena. Ampak kako se ta velika ideja prevede v vsakdanje življenje? Poglejmo, kako se učbenik premakne od mogočnih pripovedi k zelo osebnim zgodbam, ki niso več samo dejstva, ampak so prave moralne lekcije. No, tukaj imamo dve zgodbi v popolnem nasprotju. Na levi pobožni Rudolf Habsburški, ki iz spoštovanja do cerkve duhovniku prepusti svojega konja. Na desni pa uporniški William Tell, prikazan kot nekdo, ki povzroča kaos. Sporočilo za učence je bilo torej očitno, pobožnost in zvestoba sta vrline, upor je nevarna stvar. In poslušajte tale neverjeten citat. Friderich Lepi, habsburški vladar, dobi priložnost, da gre na prostost. A pod enim pogojem, obljubiti mora, da se bo vrnil v ječo, če mu ne uspe. In kaj naredi? Seveda se strinja. Nauk te zgodbe, čast in dana beseda sta pomembnejši od osebne svobode. Skratka, vse te zgodbe gradijo celoten moralni svet. Mlade bralce so učile, da sta zvestoba avtoriteti in čast najvišje vrline, ki jo je treba gojiti, medtem ko upor prinaša samo nered in kaos. To je bil vrednotni sistem, v katerem naj bi odraščali. Ampak svet, ki ga slika ta učbenik, ni bil le svet moralnih odločitev. Bil je tudi precej nevaren kraj. Pa poglejmo, kako je prikazan ta svet, poln božanskih preizkušenj na eni strani in človeške iznajdljivosti na drugi. Tukaj vidimo to fascinantno dvojnost. Na eni strani učbenik opisuje res grozljive izzive, kugo, roje kobilic, uničujoče potrese, po drugi strani pa slavi zmage človeškega duha, izumtiska, kompas, smodnik. Svet je torej prikazan kot prizorišče, kjer se človeštvo z napredkom bori proti stiskam. In ti opisi res so srhljivi. Učbenik ne olepšuje groze. Tukaj na primer piše, da je samo na Dunaju vsak dan umrlo več kot 500 ljudi. Smrt in trpljenje sta predstavljena kot del življenja, kot neke vrste neizogibne preizkušnje vere. Ampak, seveda, obstaja rešitev. V časih krize se pojavi moder in skrben vladar, ki deluje kot trdna roka in vodi svoje ljudstvo skozi težave. Vladar torej ni le simbol moči, ampak predvsem vir varnosti in reda. In s tem pridemo do vrhunca, do končnega cilja celotne pripovedi. Kakšen je pravzaprav namen vseh teh zgodb o Rimljanih, moralnih basni in naravnih katastrofah? Kam vse to pelje? Ne smemo pozabiti na ključno letnico 1900. Ta učbenik ni bil zgolj pedagoško gradivo. Izdali so ga ob 70. rojstnem dnevu cesarja. To pomeni, da je vsaka stran, vsaka zgodba del velikega slavnostnega poklona.
In tako se celotna, skrbno zgrajena zgodovinska pripoved, od Rima pa vse do Habsburžanov, steka v eno samo točko: vzbuditi globoko spoštovanje do vladajočega monarha in države, ki jo pooseblja tale mogočni cesarski grb. In tukaj učbenik nagovori otroke povsem neposredno, dobesedno jim naroči, naj hvalijo Boga za toliko srečo. In kaj naj bi bila ta sreča? No, seveda, življenje pod vladavino cesarja. Učbenik tako dokončno izriše podobo Franca Jožefa. On ni le vladar, on je oče naroda, skrbnik, zaščitnik, skoraj božanska figura, ki bdi nad svojimi otroci, narodi cesarstva. Pa sestavimo vse te koščke mozaika v celoto. Kaj je torej končni odgovor na naše začetno vprašanje? To je torej formula, metoda, s katero je učbenik gradil svetovni nazor za otroke. Od velikih mitov o izvoru do osebnih anekdot, vse je bilo podrejeno enemu samemu, končnemu cilju. Kakšno zgodbo je torej pripovedoval ta učebnik? Ne le zgodbe o preteklosti, to je bil pravzaprav priročnik za vzgojo idealnega podložnika, orodje, ki je imelo en sam cilj: zagotoviti, da bo naslednja generacija neomajno zvesta cesarju in cesarstvu. In ko tako razgalimo ta stari učbenik, se nam odpre vprašanje, ki je, roko na srce, pomembno še danes. Kajte vsaka zgodovina je konec koncev le ena od možnih pripovedi. Zato se je morda res vredno vprašati, kakšne zgodbe pa danes pripovedujejo naši učebniki?